Spoznanje več. Predsodek manj. Dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, in v našem studiu želim lep pozdrav profesorju in dvakratnemu doktorju, ustavnemu sodniku Klemenu Jakliču. Pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi, hvala lepa za povabilo. Doktor Klemen Jaklič, začela bi s tem, da se je začelo novo sodno leto. Kako bi vi kot ustavni sodnik ocenili lansko in kaj si želite letos? Ste namreč v izteku mandata kot ustavni sodnik, prihodnje leto se vam izteče. Ja, res je. Torej, kaj si mislim, sporočam preko svojih ločenih mnenj, odklonilnih, včasih pritrdilnih, in to je pač ta tema, ki sva jo že večkrat naslovila. Mogoče zdaj ponovim in dodam še en vidik, in sicer kaj izhaja iz teh mojih ločenih mnenj, mogoče ena skupna središčna točka. Če bi zdaj analiziral za nazaj, bi rekel, da je slovensko pravo, slovenski pravni sistem po moji oceni še vedno ujet v nek status quo, slovenski status quo, ki ima tako kot vsak sistem nekatere, ki so privilegirani, ki imajo precej od takega sistema, in nekateri, ki so diskriminirani, bi rekel, kar tradicionalno diskriminirani, izločani in tako naprej. No, in ta sistem, to velja tudi za koristi, za napredovanja in tako naprej, in ta sistem se na žalost preliva tudi v pravno stroko. To je recimo en leitmotiv, ki ga sam, če gledam nazaj, svoja ločena mnenja, kaj me je motilo pri odločitvah, kje sem soglašal in tako naprej, vidim. In to je ena od ločnic, ki na žalost loči tudi pravno stroko. Nasplošno govorim, vključno s sodstvom, rednim sodstvom, ustavnim sodstvom. Mislim, da je tukaj velik bazen pravniškega kadra, ki je še vedno vpet v status quo, ki je vpet v te privilegije nekaterih, ni nujno njih osebno, ampak lahko tudi njih osebno, ampak skupin, ki so jim blizu in tako naprej. In pa en manjši bazenček pravnikov, ki se trudijo razmišljati avtonomno, torej pogledati na situacijo od zunaj, ne glede na to, kdo bo kaj imel od takšne od drugačne odločitve, komu bo koristila, zakaj, ampak gleda samo na pravni sistem, kaj bi bilo v idealu pravilno, kako bi pravo moralo postopati. No, in jaz lahko zase rečem, da sem se trudil v to smer, v to slednjo smer. In kadarkoli sem zaznal, da kaj ne bi šlo v to smer, sem pač reagiral. Zato je bilo veliko ločenih mnenj, odklonilnih, pritrdilnih in tako naprej. Veliko tudi zelo načelne drže, tako načelne, da je prišlo zaradi tega do konfliktov. Večkrat so me poskušali v tem mojem mandatu v preteklih letih tudi premikati, če tako rečem, ne. Ampak jaz sem ostal zvest temu, kar verjamem, kar mislim, da bi pravo moralo biti, čeprav je v Sloveniji pravnikov, ki bi podpirali to, zelo malo, žal, in tako da ni ta smer ne vem kako močna, ne, to priznam, ampak argumentativno si pa domišljam, da je najmočnejša. Argumentativno in idealistično. To se pravi, kaj bi pravo moralo biti, kako bi to moralo izgledati. Tako da to je en leitmotiv, ena tema, ki izhaja iz teh mojih ločenih mnenj, ki je pravzaprav moje mnenje o tem, kaj se je v preteklih letih, vključno s tem, kaj se je v preteklem letu dogajalo in kaj pričakujemo od recimo naslednjega leta, od naslednjih let. Jaz sem večni optimist, in vztrajam pri tem pristopu, avtonomnem pristopu do razumevanja prava, ne glede na to, kaj pač se kriči okoli. Ponavadi ravno tisti, ki vztrajajo na avtonomnosti, so predmet največjih kritik, češ in poskusov diskreditacij v smislu, saj ravno to ni avtonomen pogled, ne.
Ampak jaz vem pri sebi, da pač sem do sedaj sledil avtonomnemu pogledu in bom tako tudi v prihodnje. Drugo me ne zanima in v tem smislu pričakujem od prihodnega leta, da se bomo naprej, skupina pravnikov, kdorkoli že to bo v tej državi, ki na ta način razmišljamo pravo, trudili naprej in še posebej v naslednjih letih pričakujem, ker sem večni optimist, da bo ta skupinica na koncu uspela pri pomoči k temu, da se bo to spremenilo, da se bo ta status quo prelomil. Jaz mislim, da se bo prelomil, da je vprašanje časa na srednji rok, morda prej, kot si mislimo, in takrat se bodo spremenile tudi razmere na Ustavnem sodišču. Takrat bo to, kar se je dogajalo v preteklih letih, pa se še dogaja, vzor tega, kako Ustavno sodišče ne bi smelo postopati. In jaz mislim, da je ta čas morda celo bližje, kot si mislimo, je pa na obzorju. Doktor Jaklič, iskrena hvala, ker ste tudi v teh letih, ko ste bili ustavni sodnik, midva sva z oddajami začela že leta 2014, če se ne motim, pogosto komentirala zadeva in tudi predstavljala vaša ločena mnenja. Tudi danes se bova enega odklonilnega ločenega mnenja dotaknila. Pa me vseeno zanima, študirali ste tako v Veliki Britaniji kot v Združenih državah Amerike. Kaj opažate sedaj, ko ste tukaj v Sloveniji? Je pri nas ta manjko v premajhni izobrazbi sodnikov, mogoče premajhnem poglabljanju v ustavnosodne prakse domače in pa tudi tuje in evropske, tudi konec koncev ustavne sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice? Je vse to, kar sem do zdaj govoril, kar je po mojem mnenju jedro problema tega status quo, in vse to je povezano s tem, kar zdaj vi pravite. Ne? Če je nekega pravnika, ki je resnici avtonomen in ga vznemirja zgolj želja po razčiščenju resnice in tega, kaj je pravno pravilno, kaj bi moralo biti pravilno, potem išče konsistentne odgovore, tako imenovane doktrinarne, gradi ustavnosodno doktrino. Kaj bi bilo prav v vseh podobnih primerih, ne glede na to, kdo je stranka postopkov, kdo se pritožuje, kdo je na nasprotni strani. To je nepomembno. Zdaj je nepomembno, ko naprimer govorijo včasih, ta bo odločil tako, drugi bo odločil tako in tako naprej. Ne? Važno je, ali si odločil konsistentno in ali je v tvoji argumentaciji prepričljivost takšna, ki bo tudi enaka pravzaprav, tudi ko bo kdorkoli drugi stranka postopkov. In če si dokazal konsistentno svoje doktrine, si demantiral vse. To pomeni, da si dokazal avtonomnost in neodvisnost svojega odločanja. Če se pa odločaš enkrat tako, v podobnem primeru, drugič v podobnem primeru drugače, nasprotno, si pa razgradil doktrino, to pomeni, da si odločal interesno, da si odločal rezultatsko, glede na to, kdo je stranka v postopku, kaj bo to prineslo za koga ali za drugega. To pa je nasprotje prava in to je pač povezano s tem, kar sem prej opisoval, in torej vidimo, da je povezano tudi z željo po poznavanju in izgradnji ustavnosodne doktrine. Ustavnosodne doktrine res je, se človek ne more naučiti čez noč. To vem iz svojih lastnih izkušenj, ker sem študiral ravno to specialistično področje več let v Veliki Britaniji in v Združenih državah. Vse skupaj 18 let sem bil tam in sem študiral to področje pod tesnim vodstvom in mentorstvom vodilnih svetovnih strokovnjakov ustavnega prava. Zato vem, koliko let traja, da napreduješ, tako bom rekel, da napreduješ. In spomnim se, po nekaj letih študija sem enemu teh svojih takratnih mentorjev omenil, no zdaj pa že dobro poznam. Zdaj pa imam v rokavu to primerjalno ustavno doktrino. Pa se zasmejal na glas, pa je rekel, koliko je še tega. Ne? In res potem skozi leta sem videl, kako pravzaprav prav je imel. Ne? Tega se skozi leta vedno znova in znova učiš. In kdor tega ni sistematično
se učil in preučeval, ni ustavni pravnik. To je ne bo jasno celotnemu poslušalstvu. Marsikdo si nalepi naslov ustavni pravnik. Ne. Ustavni pravnik je še tisti, ki po ne vem koliko letih usmerjenega vodstva strani pač tistih, ki so dali to vse skozi. To področje obvlada, ne? Ampak to ni področje kar tako, pač nekdo nekaj je pač diplomiral iz nekega področja, ki ni ustavno pravo, ne? Ni ustavno-sodna doktrina, tega se pri nas pravzaprav niti ne moraš učiti pod vodstvom nikogar. Ne? Moraš v tujino. Potem pa si nalepiš, ker si napisal 3 članke oziroma nekaj razmišljanja o nekem javnem problemu, ustavni pravnik, ne? Ali pa si delal filozofijo, pa si kar ustavni pravnik, ali pa evropsko pravo, pa si ustavni pravnik, nisi, ne? Ampak dobro, razumem, se uporablja ta beseda tudi splošno. Ampak ni pa to isto kot strokovnjak ustavnega prava, ustavnosodne doktrine. Primerjalne, vedno mora biti tukaj primerjalna dimenzija. Ker Slovenija pravzaprav nima svojega telesa. In zdaj po tej sestavi ustavnega sodišča ima te doktrine toliko manj. Ker je neka doktrina, ki se je začela porajati, vedno so neke nekonsistentnosti, ampak teh bi moralo biti zmeraj manj. Zdaj jih je pa po moji oceni zmeraj več teh križišč, kjer imamo za podobne primere različne judikate. Enkrat tako, enkrat drugače. In to pa ni nič več, to pa ni ustavno pravo, ne. Tako da jaz trdim, to sem trdil pred svojo izvolitvijo za ustavnega sodnika in trdim še bolj odločno ob iztekanju mojega mandata, da ja, Slovenija potrebuje strokovnjake z področja ustavno-sodne doktrine. Marsikdo reče, rabimo civilista, kazenskega pravnika, mednarodnega. Ja, to je fino, to je dobro. Ne? Še posebej, če imaš kakšnega svetovalca, ki se poglobi v ta specialistična področja, ampak odločiti pa mora na ustavnem sodišču ustavno-sodna doktrina, ustavno pravo. Zato je to ustavno sodišče. To ni kazensko sodišče, civilno sodišče, etc. Se pravi, če nimaš te dimenzije, je res, imaš manko, tako kot ste sami rekli. Pa želeti si moraš, da bi jo imel. Ne? To se pravi, zaupati moraš ustavno-sodni doktrini, da te bo vodila po pravih odločitvah. Ne glede na to, kdo je stranka postopka. Ne? To so te dileme. In zdaj mandat je kratek, ne? 9 let mine takoj in nekaj let rabiš za to, da se upelješ v sistem. Tekom let spoznaš nekaj te ustavno-sodne doktrine, če je ta nekonsistentna, po mojem mnenju, se ti vse sesuje. A ne? Tako da, in potem je 9 let hitro mimo. Tega vidika tudi sistem ni najboljši za to, da bi učil bodoče ustavne pravnike. Na univerzah, na fakulteti tega specialističnega študija, kot sem rekel, slovenskih, v resnici ni. Ne glede na to, kaj si kdo nalepi, kakšno ime nalepi nekdo na nek program ali pa predmet. Ampak ustavno sodišče pa je telo, kjer, to so pa tudi večkrat že midva o tem govorila, se spomnim, kjer pridobivaš te izkušnje, te uvide preko tudi mednarodnih izmenjav z diskusijami z ostalimi sodišči. To je vselej zelo zanimivo, bilateralne, multilateralne srečanja in tako naprej. Tako da to je forum, kjer bi se lahko bodoči slovenski strokovnjaki ustavnega prava kalili in pravzaprav nekakšna valilnica takšnih kadrov, ampak kot rečeno, 9 let hitro mine in če je vse skupaj nekonsistentno, tudi do tega ne moremo doseči. Ne. Tako da vidim predvsej teh mankov, ki ste jih omenili, ne. Ampak jaz mislim, da se da v prihodnih letih kreniti v pravo smer z nekimi korenitejšimi spremembami, če bodo mogoče. Omenili ste spremembe, preden vas vprašam v nadaljevanju, povabiva naše poslušalke in poslušalce, da lahko sodelujejo s kakšnim kratkim vprašanjem za našega gosta na številko 01512 10 00. Ustavni sodnik Klemen Jaklič, omenili ste spremembe, do teh so želeli priti sedaj v državnem zboru, 2/3 večine nimajo. Zdi se, da sedanja sestava ustavnega sodišča
nekako odloča po volji vladajočih, ne gre da človek se ne more izogniti temu vtisu, vsaj tisti, ki nekoliko spremljamo bolj podrobno odločbe Ustavnega sodišča, pa vendar, kako gledate na te želje po nenehnih spremembah Ustavnega sodišča, tudi imenovanja sodnikov, videli smo, sedaj je bilo to precej glasno. Ja, več področji je, kjer bi bile potrebne reforme, oziroma se je vsaj govorilo, da bi bile te potrebne. Ves čas se govori naprimer o prezasičenosti Ustavnega sodišča z vsakovrstnimi primeri in o potrebi po reformi v smislu, da bi Ustavno sodišče diskrecijsko izbiralo pomembne primere. Ta reforma je tudi ponovno padla v vodo, poskus te reforme. Nevarnost takšne rešitve v slovenskem sistemu je očiten, je v tem, da bi glede na tisto, kar sva ravno prej povedala, ta status quo in vpetost v neke interese, je po mojem mnenju prevelika. Potem sili tudi skozi vrata diskrecijskega odločanja. In predstavljate si, da je neka večina, ki po vaši oceni ni zadosti avtonomna v smislu pravnega odločanja, odloča diskrecijsko o tem, kater primer bo vzela in kater ne. Vam je kršena ustavna pravica, primer je izjemno pomemben, pa potem večina reče, pač po naši diskreciji imamo pravico primera ne vzeti. En drug primer, recimo tudi politično nabit, z nasprotne strani, pa zelo pomemben, ga pa vzame. To se pravi, to je ta nevarnost. To je ta nevarnost v slovenskem okolju, v slovenski vpetosti v ta status quo. Tako da jaz mislim, vse bolj, tudi po tem, kar sem izkusil v teh letih in kar sem videl, da je ta rešitev zelo, zelo slaba za slovenski sistem. Po sedanjem sistemu, čeprav tudi ta omogoča preko nekih interpretacij, precejšno mero diskrecijskega odločanja, ampak vseeno bistveno manj, kot pa če bi bila ta legalizirana. Da se včasih spisati primer, pritožniki spišejo primer tako, da ga Ustavno sodišče enostavno mora sprejeti. Če ga ne bi sprejelo obravnavo, bi očitno kršilo ali pa odstopalo od svojih standardov. Kar se, kot sem jaz včasih pisal v svoje ločene mnenje, tudi tu in tam zgodi, ampak vselej se pa vendar le ne more, kot bi se lahko pri diskrecijskem odločanju. Tako da tukaj lahko bolj zagotovo braniš svoje pravice, kljub vsemu, kljub povedanemu v sistemu, kjer je Ustavno sodišče vendarle dolžno sprejeti vsak primer, kjer gre za kršitev človekove pravice, ali je pa vprašanje, ali pa gre za pomembno pravno vprašanje. Tako da jaz mislim, da reforma v prihodnje ne bo šla v to smer, v katero se je poskušalo do sedaj, diskrecijsko odločanje, ampak reforma bo morala priti, kajti Ustavno sodišče je prezasičeno. Tudi z teh srečanj, ki sem jih prej omenil, z drugimi sodišči, lahko povem iz prve roke, to so tudi že, mislim, da nekajkrat rekla v najnih oddajah, da nemško Ustavno sodišče, naprimer v kazenskih zadevah, ko gre za vprašanje zaporne kazni, odloči nemudoma v nekaj mesecih, to so nam neposredno povedali v naših, to sem vprašal tudi sam, to smo spraševali tudi druga sodišča, tisti, ki nas je to zanimalo, tisti od sodnikov. In naše sodišče pa odloča, kot sem že rekel, tudi po 3-4 leta. In to se vsak ustavni sodnik resnega ustavnega sodišča po Evropi ali pa Ameriki drži za glavo, ko to sliši. Spravi, Ustavno sodišče je prezasičeno, 100%. Ali pa sistem ni idealen, lahko bi ga reformirali drugače, ne pa preko diskrecije. Jaz mislim, da je ena od rešitev, ne edina, mislim, da bi rešitve morale priti v sklopu več različnih reform, ampak ena od teh je nemški model, 2 senata Ustavnega sodišča, še tam je 16 sodnikov, v 2 senatih, to je bilo že predlagano, preden sem jaz zdaj to rekel, že v preteklih letih so nekateri o tem razmišljali, tam imata 2 senata sodo število sodnikov, 8, potrebna je večina, 5, za kakšnokoli razveljavitev in tako naprej. To bi gotovo razpolovilo, v trenutku razpolovilo zasičenost Ustavnega sodišča, kar je velika reforma.
Seveda bi poleg tega bilo potrebno spremeniti še marsikaj drugega, da bi se bližali nivoju pravne države, kot naprimer v Nemčiji. Ampak mislim, da se to da doseči. Jaz sem k temu prigovarjal, ne točno k tej reformi, ampak k analizi o tem, kaj vse bi se dalo doseči v našem sistemu, da bi se temu približali pred leti, ampak to ni bilo med kolegi in kolegicami sprejeto in je ostal ta sistem. Ne? In nivo pravne države zaradi tega ostaja takšen, kakršen je. Tako da mislim pa, da ker sem idealist in ker verjamem v to, da se z govorjenjem o tem da stvari premikati, da v prihodnosti pride čas, ko se bo to spreminjalo. In mi dva bova sedaj, dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik, šla k našim poslušalkam in poslušalcem. Najprej bomo rekli, trenutno nimamo nobenega klica, pravi sodelavec, lahko pokličete na številko 01512 10 00 in našega gosta karkoli vprašate. Mogoče zdaj, če greva midva kar korak naprej, dr. Klemen Jaklič, k današnji glavni temi. Evropska komisija pripravlja poročilo o vladavini prava, ki vedno, odkar ga je začela pripravljati, dvigne zelo veliko prahu. In prav pri tem bi nekaj rekla v nadaljnjih minutah, mogoče nekaj splošnega najprej, kako bi na preprost način opredelili koncept vladavine prava in zakaj je ključen za demokracijo. Bom skušal na preprost način. Začel bom pri vladavini prava v najožjem pomenu besede, to je sistem oblasti, politične oblasti, pri kateri ne vlada volja bodisi posameznika, kralja, v času Magne Carte je ta koncept začel nastajati, se pravi v 13. stoletju, ali pa volja peščice, oligarhov, ali pa tudi ne volja večine. Ampak vlada namesto vseh teh volje človeka v bistvu vlada pravo. To je ideja. Ne? In tako, to je tista ideja, ki je zamenjala prejšnjo paradigmo, da je volja kralja vedno supreme, ne, suverena, najvišje. Takrat so vnaprej zapisali listino pravic, Magno Carto, in ta Magna Carta je bila pravo, je bila celo nad kraljevo voljo. To se pravi, pravo zamenja voljo oblastnikov. To je pravna država v ožjem smislu. Seveda se je tekom razvoja pokazalo, da je to v resnici veliko kompleksnejši pojem, da vključuje vse mogoče, da ne morate imeti vladavine prava, če sodniki, ki uporabljajo to pravo, potem pravo uporabljajo na selektiven način, ali pa tožilci, da preganjajo samo nekatere in puščajo kršiti pravo druge. Tako imenovani selective justice, ne, selektivna pravičnost. In če sodniki sodijo tako, da preganjajo nekatere in ne preganjajo drugih, ne, ali pa preganjajo celo nedolžne, krive pa pustijo na miru. To se pravi, kultura pravne države se nujno razteza na sodstvo, na avtonomnost sodnikov, na pokončnost sodnikov, na neodvisnost sodnikov, na neodvisnost tožilstva, na takšne tožilce, ki jim javnost lahko zaupa, da so gotovo neodvisni in nepristranski. Nepristranskost, kot sem rekel, to se pravi, to je nova dimenzija vladavine prava. Potem pa, če hočete še v najširšem smislu, vse ostale institucije, ki omogočajo vladavino prava. Tu ste tudi mediji, če bi kdo zlorabljal, mora biti medijska krajina pluralna in neodvisna, da se lahko to pove, da lahko to pride na plano do naslovnikov, torej volivk in volivcev, ki bi lahko pomagali takšne zlorabe preprečiti. Potem je tukaj izobraževalni proces, kot del vladavine prava v najširšem smislu, znova pluralnost izobraževalnega procesa, od osnovnih šol, srednjih šol, gimnazij in visokega šolstva. Izjemno pomembno je visoko šolstvo, kajti v javnem diskurzu mora biti to pluralno, tako da imamo vse različne pluralne glasove glede vprašanj, ki se nanašajo tudi na vladavino prava. Strokovnjaki, tisti, ki
nekaj o tem vedo, njihova mnenja se morajo kresati okoli teh vprašanj, sicer se vladavina prava prehitro zlorabi. Tu imamo tudi v Sloveniji manko, naprimer, pri izobraževalnem procesu na visokošolski ravni, premalo pluralističnega spektra pogledov in kritik, tako bi rekel. Ne. Tako da vladavine prava ni, to je na najbolj preprost način, ne, brez vseh teh in še mnogih drugih torej institutov, družbenih institutov. Ne. Osnovna ideja pa je tista v najožjem smislu. Na številko 01512 10 00 je najprej poklicala gospa Alenka. Pozdravljeni, kakšno je vaše vprašanje? Ja, dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Hvala za zanimive oddaje in pogovore, ki jih imate. Mene pa zanima, če je to sojenje policistom glede tega ravnanja v protestih, če je postopek, ki je v tajnosti in sploh, kar se dogaja okrog tega, če je to sploh zakonito. Hvala lepa. Hvala lepa za odgovor. Prosim, doktor Jaklič. Ja, žal neposredno ne morem odgovoriti, razumem vprašanje, ampak ne morem odgovoriti, ker je pač tekoči primer, a ne, in ta lahko pride čez nekaj mesecev, pa čez kakšno leto, ko sem še ustavni sodnik na ustavno sodišče. Ko ne bom več, bom lahko kaj več povedal. Drugače pa na splošno pa seveda lahko rečemo, ne, se o tem govoriva. Selektivna pravičnost je eden od vidikov, ne, če gre za selektivno preganjanje, te bomo preganjali, ostalih ne bomo in obratno. Gre za kršitev načel pravne države, vladavine prava, ne, o čemer govoriva. Potem, če gre za tajno sojenje v demokraciji, ne, je to kršitev vladavine prava, ponovno, temeljnih načel vladavine prava. O tem ni dvoma v literaturi, v ustavnosodni presoji. In zdaj, kaj pa s kakšnim konkretnim primerom, tem ali drugim, tretjim, to pa niti ne vem, niti tudi če bi vedel, se ne bi opredelil do odločitve. Lep pozdrav, gospod Joško z Gorenjske. Dober dan, lep pozdrav vsem. Jaz imam pa neko mnenje in bi prosil, da gospod vojni doktor Jaklič, da komentira, kakšno je moje mnenje. Poslušajte, v Sloveniji vlada že ne vem koliko časa, ne, levica ali postkomunisti ali kaj. In imajo absolutno večino, ne, v sodstvu, absolutno, zato se dogajajo take sodbe, kot ste jih prej omenili, ne. So pa tudi pošteni, seveda, gospoda Jakliča izredno cenim. Zdaj pa kaj naprej? Poslušajte, zdaj bojo spet volitve, spet bo nov obraz, ljudje bojo spet volili, seveda levaka, komunista ali karkoli mu že zdaj rečemo, ali postkomunista, se je vse eno. In zgodba bo ista, na ustavno sodišče bojo dali spet večino levakov in se ničesar ne bo spremenilo v nedogled. V nedogled. Spremenilo se bo verjetno samo takrat, ko bojo Slovenijo in pa verjetno tudi celo Evropo muslimani prevzeli. Takrat bo pa tisto njihovo pravo, potem bo pa vse odlično. Hvala lepa, gospod Jože, za vaše mnenje. Mogoče ob tem še podvprašanje, ki smo ga dobili po elektronski pošti, sprašuje pa poslušalec gospod Grega Štendler za nasvet, kako lahko državljan vpliva oziroma čim več prispeva k izboljšanju stanja, poleg tega, da na volitvah voli stranko, ki bo svojim programom delala dobro za državljane. Nekako se mi zdi, da so ti vprašanji kar povezani. Prosim. Ja, mislim, da je poti precej, ne, odvisno kakšna je vloga državljana, kaj počne v življenju, ampak tudi če počne nekaj, kar je nepovezano z javnim diskurzom ali pa s stroko, ki je neposredno povezana s temi vprašanji, lahko vsakdo veliko prispeva. Že s tem, da se o tem govori. Jaz se spomnim, ko je še časov v Jugoslaviji, ko sem ves čas poslušal kot otrok z enim ušesom non-stop pravzaprav. Starši in njihovi prijatelji doma za mizo v večerjih, tega kar ni bilo konec. Kako so govorili o tem, prav takih stvareh, ne, kako pač priti do samostojne države, kaj še treba narediti. Takrat
si je vsak nekaj spomnil, vsak nekaj naredil. In že to, da so govorili, da so razširjali to idejo, je veliko pomenilo. Se spomnim. In spomnim se, da mi je enkrat kasneje oče rekel, jaz sem šel potem tiste letake z Majniško deklaracijo in sem jih kopiral ne vem koliko, več 100 in sem jih dal tja, razdelil tja. Tako da zdaj, ko gledam nazaj na to, vsak problem, ali je bil to problem, kako postati neodvisna država, je to problem, kako postati pravna država, vladavina prava, mislim, da je na podoben način rešljiv. Mislim, da je to aktivno državljanstvo, ampak ne v tistem smislu, kjer si vsak dan na ulici, ne, ampak kjer se s tem ukvarjaš in poveš svoje mnenje. Poveš svoje mnenje bližnjim, tistimi, ki se srečuješ. Te ni strah povedati, si pokončen. Tako kot je gospod povedal svoje mnenje, a se mi z njim strinjamo ali ne, a se do z njim strinja ali ne, je popolnoma nepomembno. Poglejte, kakšno svoje stališče, kako suvereno je predstavil svoje stališče podpredsednik Vence na tem evropskem srečanju nedavnem. Tako da so nekateri kar jokali, kot sem videl, ne, kasneje Evropejci, ne, ki niso navajeni tega. Jaz vem, ker sem navajen ameriške družbe. Oni najbolj cenijo svobodo govora, svobodo tega, da ti poveš, kaj si misliš. In to pri njih spreminja svet, spreminja realnost. To pri njih pravzaprav onemogoča totalitarizme že 200 let. Oni pravijo, mi ne bomo svobode izražanja omejevali, ovirali, zato ker, če jo bomo ovirali, bomo dosegli kontraučinke, kot jih želimo. Bomo povzročili, da se bodo ti totalitarni refleksi samo še bolj bohotili v poimenovani ilegali. Ne? Mi jih pustimo, naj pridejo na plano, tam se bomo z njimi borili, na odprti sceni. In poglejte, kako suvereno po ameriško je to razložil, lepo vljudno, tam se je še slikal z nemškimi vojaki in odšel na svoj avion nazaj domov. Ne? In zdaj gospod je pa tudi povedal suvereno svoje mnenje. Jaz mislim, da je to, kar je storil, da je poklical na radio, en primer, kako se k temu lahko prispeva. Jutri bo nov dan, jutri bo nek nov primer. Ne? In mislim, da ne smemo obupati. Ena beseda, ki sem jo slišal od različnih ljudi v Sloveniji, glede različnih podobnih bojev, ne? Ampak jaz sem si jo pa sam sebi predstavil v ta boj za avtonomno pravno ureditev in vladavino prava, pa ni popuščanja. Ni popuščanja, mi je zelo všeč. En tak pogum da človeku. Tako da bi jaz gospodu, ki je prosil za komentar, rekel, bi mu čestitev za pogumno izraženo njegovo jasno stališče in bi rekel, samo odgovor ni popuščanja. Zelo dobro, lep pozdrav sedaj želimo gospodu Antonu iz Ljubljane. Ja, dober večer. Tudi vam. Ne tako dolgo nazaj sem gledal pogovor na RTV Slovenija s predsednico Republike Natašo Pirc Musar. Dejala je, da je ena najslabših, mogoče celo najhujših stvari v Sloveniji nespoštovanje inštitucij. Ob tem ni povedala, katere inštitucije točno misli, ampak nasplošno, vendar pravosodje, sodstvo je pomembna inštitucija. Javne ankete javnega mnenja kažejo, da ni ravno njegova podoba, ni ravno visoko med ljudmi. Kako gledati ob tem na besede predsednice republike? Kako spoštovati inštitucije, če ima že v javnem mnenju tako nizko stopno? Hvala lepa, gospod Anton. Ja, tudi v tem sva večkrat že rekla kakšno besedo. Moje stališče je vse skozi enako in konsistentno in to pravzaprav izhaja tudi že iz let mojega študija. Spoštovanje si morajo institucije pravne države absolutno zaslužiti. Zgolj zato, ker so inštitucije, ni razlog za spoštovanje. Tudi v totalitarnih sistemih smo imeli institucije. V tranzicijskih sistemih imamo tudi institucije, ki lahko zlorabijo svojo oblast, ki so lahko, in to je spet strokovni izraz glede tega vprašanja, instrumentalizirane, tako da preganjajo ene, ne drugih in tako naprej. Absolutno je v takih primerih potrebno povzdigniti glas in obrazložiti, zakaj recimo kljub temu, da ima nekdo občutek, pa ne samo občutek, če ima neke dokaze o tem, da je prišlo do nekih zlorab,
pa da ostale inštitucije nadzorne ne reagirajo, ker jim je v korist takšna odločitev. Da to javno pove in to argumentira, zakaj misli, da v takem primeru spoštovanje inštitucije morda celo ni pravi odgovor. To je v tranzicijskih družbah. Če bi bili mi urejena demokratična država, kot so nekatere države v Evropi, pa tudi drugod po svetu, so dosegle že to stopnjo. Mi žal ne, jaz sem to konsistentno razlagal, da po mojem mnenju Slovenija še ni svobodna demokratična družba, niti pravna država. Nisem edini od ustavnih sodnikov, ki to razlaga, bivših ali sedanjih. Predsednik dr. Tone Jerovšek je nekoč rekel, se ga spomnim na televiziji, Slovenija ni pravna država. Jaz mislim, da to še vedno velja. Tako da v situaciji, ko neka država še ni pravna država, je absolutno ni na mestu absolutno spoštovanje avtoritete. Če gre za primer, ki prestopa meje razumnega nesoglasja. Razumno nesoglasje je koncept, ki se pojavi v moderni pluralni družbi. To pomeni v družbi, kjer imajo ljudje, prebivalci različne poglede, diametralno nasprotne, včasih zelo, in kjer institucije morajo odločati z enim odgovorom, kljub temu, da obstaja v družbi več različnih vizij glede tega pravega odgovora. No, in če je to nesoglasje razumno, znotraj nekih razumnih meja, in če je odločitev inštitucije znotraj razumnih meja, potem jo je treba spoštovati. To je moje stališče, tudi v tranzicijskih družbah. Če pa presega meje razumnega nesoglasja, pa gre za zlorabo institucije. Takrat pa, kot so rekli že nenazadnje ustanovni očetje ustave ZDA, je naša dolžnost, da take inštitucije, odločitve ne spoštujemo. Ne, to je velja v ustavni teoriji od vekomaj, od njenega nastanka. Ker sicer moraš podpirati tudi totalitarni režim, samo zato, ker gre za institucijo. Ni res, če neka institucija prestopi meje in to dokažeš in to trdno utemeljiš, prepričljivo utemeljiš, prestopi meje razumnega nesoglasja, potem je že ta inštitucija pravzaprav nažrla red svobodne demokratične družbe. To je takšne institucije spoštovati in take institucije pravzaprav že nevarno in nepravilno. Tako da odvisno je od konkretnega primera, kaj ta odločitev pomeni. Ali je znotraj polja razumnega nesoglasja, ali pa je to polje, meje tega polja prestopila. Doktor Klemen Jaklič, vzela bova še zgolj 2 telefonska klica, telefoni kar zvonijo, sam imam še nekaj vprašanj. Res hvala, spoštovane poslušalke in poslušalci, da naj jo spremljate. Prisluhnimo sedaj gospodu Matjažu iz Poljčan. Ja, dober večer obema. Lep pozdrav. Dober večer. Bi samo prosil doktor Jakliča za mnenje o procesu Trenta pa o tej kazenski ovadbi Gončin. Kaj to pomeni za slovensko pravo, pa za slovensko pravosodje? Hvala lepa, gospod Matjaž. In še državljana, gospoda Vilija Kovačiča, bova vzela pozdravljeni. Ja, dober dan. Dober dan. A tukaj lahko... Izvolite, prosim, ja. Gospod Kovačič, kar povejte. Jaz se ne bom se nanaša moje vprašanje na njegovo mnenje ločeno ob spremembi volilnih okrajev, ki ga jaz mnogokrat berem in dajem brati drugim, ki govori o tem, da pri nas ni izbire oseb, kot to določa ustava. Na volitvah ne izbiramo ljudi, ampak vsiljene kandidate. In ta tema je ključna za to, da bomo tudi ustavno sodišče nekoč postavili tako, kot je. Če ne bo dobrih volitev, kvalitetne izbire, lahko na to se pozabimo. Zato bi se vrnil na tisto, njegovo stališče o tem, kar je pisal kot ločeno mnenje. In danes bi morali na to temo stranke prisiliti, da se
odpovejo zaprtim kandidatnim listam. Kandidatne liste danes so enake, kot so bile leta 1945, se pravi toliko kandidatov, kot je izvoljenih, samo da imamo več list. V tem je vsa razlika. Hvala lepa. Ostalo več kot to se pa sploh ne da debatirati. Hvala lepa, gospod Kovačič, tudi za vaše vprašanje, mnenje. Začniva, dr. Jaklič, prosim. Ja, glede konkretnih zadev Trente in pa tožilke Gončin se žal ne bom mogel opredeliti, zaradi tega, ker sta to tekoči zadevi, da se opravičujem poslušalcu. Ampak, lahko pa že danes poslušalcu odgovorimo, da bomo prihodnji mesec to temo komentirali z upokojenim ustavnim in upokojenim sedaj že vrhovnim sodnikom gospodom Janom Zobcem in tudi tožilko Matejo Gončin. Prosim. Ja, glede drugega gospoda Kovačiča, lahko bi rekel kar doktor Kovačiča, ker ima de facto doktorat iz teh volilnih zadev. Gospod je primer aktivnega državljana, tako da vsa čast, vse spoštovanje za to. Glede teh vprašanj spremljam njegove prispevke, vem, da ima pronicljive misli. Ta smer, da bi bilo na volitvah bolj direktno lahko kot da nimo na evropskih volitvah, da direktno volimo ljudi, ne? Ljudi je pač znana in zelo všečna, zelo zanimiva. Tudi ustava pravzaprav pravi nekaj o tem, ne? Tako da ima tukaj gospod Kovačič tudi v ustavi podporo za to svojo smer in mislim, da je dragocen prispevek to razmišljanje, tako da jaz sem se imel priložnost opredeliti v svojem ločenem mnenju takrat, ki ga je tudi omenil gospod Kovačič, in jaz mislim, da če je ta člen, če je ta zaveza notri, potem je nekaj pomeni. Točno se ne bom spomnil, generalno vem, kaj sem za tisto ločeno mnenje seveda zastopal, ampak bilo je precej detaljnih, mislim, da sem ga razdelil na 3 različne sklope, precej detajlov tudi tam notri, ampak osnovna misel je, če imamo ta člen, mora nekaj pomeniti nekaj več, kot pa zgolj klasična predstavniška demokracija, ker zgolj stranke lahko določa svoje liste in pravzaprav konkretni obrazi, ljudje pri tem nimajo nič. Tako da sem čutil takrat potrebo, se spomnim potem, da glede na to, da je ta klauzula notri v ustavi, da to nekaj pomeni v smer tega, kar razlaga gospod Kovačič. Tako da, kot rečem, cenim njegova prizadevanja in mu želim se dobro naprej in veliko energije prihodne. Gospod Klemen Jaklič, če se midva sedaj po vseh teh vprašanjih vrneva še nazaj k poročilu o vladavini prava, ki ga pripravlja Evropska komisija. Kot sem že dejal, gre za precej odmevno poročilo. Nekatere države ga sprejmejo z velikim odobravanjem, spet druge ne. So pri določenju kriterijev, ki jih pač Evropska komisija da, mora biti tudi, kdo poroča o stanju vladavine prava v posameznih državah članicah, lahko težave, lahko pride tukaj do problemov, do netočnih podatkov, mora biti podatkov, ki so na voljo, ki so pogodo vladajočim, ne odražajo pa realnega stanja v državi. Ja, jaz mislim, da jaz osebno teh poročil nisem nikoli, če zdaj pomislim nazaj, nikoli jemal resno. In če se vprašam, zakaj ne, mi je točno jasno, zakaj ne. Ker mi je že intuicija povedala, da se te stvari sestavljajo na tak način interesno, ne? Da je kot je nekomu po volji, se pravi, odvisno je, koga boste vprašali, če ste tisti, ki sestavlja to mnenje. Potem mene niso nikoli nič vprašali. Tako da ta vidik, ki ga jaz zastopam in ki ga jaz čutim, gotovo ni prišel nikoli v nobeno poročilo, ker me ni nikoli o tem nihče vprašal. Tudi kolege, ki delijo to stališče glede vladavine prava v Sloveniji, po mojem vedenju ni nihče vprašal. Tako da
Mogoče zato, ampak intuitivno, ko sem videl vsako leto kakšno tako poročilo, sem si rekel, to je pa spet nek hec. Ne, se pravi, nekdo pač sporoči, koga naj se vpraša, tako kot ste vi rekel, mogoče, če pride na ušesa vladi ali pa kakšnim vladnim uradnikom, ki so blizu tistih, ki to sestavljajo, pač sugerirajo nekoga, ki je pač bolj prijazen do vladnega pogleda vsakokratne oblasti, do vladavine prava in obratno. Ne. Tako da jaz mislim, da to ni najbolj je pomemben vidik, ni pa najbolj resen vidik vladavine prava. Ne. Pomemben pa je, ker lahko manipulira z percepcijo ljudi, z zaznavanjem ljudi, z oceno ljudi, kakšna je vladavina prava v Sloveniji. Ne. Tisti, ki pa imamo to za poklic, da se ukvarjamo s tem vprašanjem, ustavni pravniki, ne, kakšno je stanje vladavine prava, kaj bi bilo treba narediti, pa vidimo te stvari popolnoma drugače, ne, kot pa je tam na parih straneh napisano, kjer se lahko pravzaprav samo nasmehneš in si pač misliš svoje. Ne. Tako da tega nisem nikoli imel resno. Gotovo je, da nimo v tem poročilu o stanju vladavine prava v posameznih državah članicah, vsaj v Sloveniji, imamo več let že težave, kot so izbrisani, kot so težave z Romi, z LGBT skupnostjo in podobno. Se mi zdi, da se te zadeve nekako ponavljajo, ni pa tistih dejanskih problemov, na katere tudi, kot ste sami dejali, opozarjate v ločenih mnenjih na Ustavnem sodišču, kot to govorijo tudi ostali vaši kolegi. Gotovo to ne more potem biti neko merilo Evropski uniji za izboljšanje standardov demokracije. Ja, absolutno, ravno obratno. To je potem minus Evrope. Ne? Če se to dela na tak način, potem je to pač tudi ne gre v korist. Ne? Pač nekdo nekaj poskuša zaradi političnih interesov, zaradi kakšnega oblikovanja mnenja volivk in volivcev, ampak to je v bistvu vse del iz vidika ustavne teorije, ustavne stroke, je to del zlorabe pravzaprav. Ne? Tako da to ni v čast institucij Evrope, ampak marsikaj danes ni idealno v Evropi, to vemo. In dr. Klemen Jaklič, znova se bova ustavila pri enem od vaših odklonilnih ločenih mnenj. Govorila bova o tem, kar sva že govorila v začetku daje, torej naslov vašega ločenega mnenja, ki ga lahko naše poslušalke in poslušalci najdejo tudi na vašem X profilu, kjer so objavljena tudi vsa druga mnenja. Gradnja in razgradnja ustavno-sodne doktrine. O čem ste odločali? Ja, torej šlo je za konkreten primer iz področja okoljskih predpisov oziroma prostorskih predpisov, prostorskega akta, ja, ker pač vemo, prostorski akt lahko spremeni namembnost, naprimer namembnost zemljišča, pogoje, pod katerimi se lahko neko zemljišče uporablja, na kakšen način in tako naprej. Imate zazidljiva, pa nezazidljiva, gozdna in drugačna zemljišča, pa en kup pogojev, ki veljajo na nekem konkretnem zemljišču. Ne. In zdaj to urejajo prostorski akti in ti akti se spreminjajo. Ne. To je v pristojnosti lokalnih skupnosti, primarni pristojnosti lokalnih skupnosti. In pa seveda teh strokovnjakov, ki za občine, za lokalne skupnosti, urbanistov, ne, tudi zunanjih firm praviloma, ki za občine to pripravijo strokovne podlage za spremembe. In včasih občina spremeni nekaj iz, naprimer, zazidljivega zemljišča, ki se ni uporabilo v 15-20 letih, nazaj v nezazidljivo, ker želi pač v tistem področju ohraniti nek zeleni pas ali pa narediti park ali pa kaj podobnega, ali pa nazaj spremeniti v kmetijsko površino, ki je pač pa tudi, za katere pa tudi imamo določene kvote, ne, in se predpostavlja neko varstvo. In se odloči graditi na nekem drugem kraju. Okoljska politika je fleksibilna, prostorska politika, ne, in je v primarni pristojnosti občin. Tako da to se je vselej dogajalo, da je določeno zazidljivo zemljišče prišlo potem nazaj v nezazidljivo, ne, in ali je to dovoljeno ali ni. Odgovor je pravzaprav v ustavno-sodni praksi
vse skozi že zelo podoben. Nekateri so reagirali na to odločitev, češ, čestitamo Ustavno sodišče, zdaj ste pa zavarovali lastninsko pravico, ker je bila spremenjena namembnost protiustavna iz zazidljivega v nezazidljivo, češ to se ne sme, ampak to ni res. Ta odločitev ne pravi tega. Ker tudi zdaj je bilo tako, da je včasih Ustavno sodišče dopustilo takšno spremembo iz zazidljivega nazaj v nezazidljivo, včasih pa ne. Odvisno je bilo od strokovnih podlag. Teh strokovnih podlag, ki jih je za lokalno skupnost in v imenu lokalne skupnosti pripravilo urbanistično podjetje in ki jih je potrdilo občinski svet. No in če so bile te strokovne podlage temeljite in so upravičevale takšen poseg v lastninsko pravico, je bilo to ustavno skladno, vse le do zdaj. Če pa niso bile dovolj temeljite, pa je bil poseg neskladen z ustavo. Tako da vse skozi je bilo to že enako. V medijih smo pa brali tudi v strani novinarjev, ustavno, pa tudi nekih pravnih strokovnjakov sem videl, čestitamo Ustavno sodišče, je zdaj končno dalo jasno besedo. Razrešilo ta problem. Ni res, ta problem je že vse skozi enako razrešen, odvisen je od temeljitosti in kvalitetnosti strokovnih podlag. Tudi v tem primeru je bilo tako. Isti dan, na isti seji, smo odločili pa diametralno nasproti v eni drugi občini, ker strokovne podlage niso bile dovolj, ki so bile dovolj temeljite. In tam je bilo sprememba namembnosti nazaj v nezazidljino ustavno skladna. Tukaj v tem primeru, ker sem pisal pa ni bila Tako da, ker strokovne podlage niso bile dovolj temeljite. Ampak tako da to je doktrina. To je doktrina, ki je pravzaprav vse skozi enaka. Ni prišlo do nobene revolucionarne odločitve. Tukaj je prišlo do nečesa drugega, zaradi česa sem jaz pisal odklonilno ločeno mnenje, zaradi sistemskih razlogov. In sicer standard je bil do sedaj, ko je Ustavno sodišče presojalo sploh to vprašanje, takrat drugače sploh ni vzelo v obravnavo nekega primera, tovrstnega. Okay. Kadar je prišlo do spremembe iz nezazidljivega v zazidljivo, iz zazidljivega v nezazidljivo, oziroma iz zazidljivega nazaj v gozd, ali pa iz zazidljivega v parkovne površine. In to je bil jasen standard. To je bil to eno od teh križišč doktrinarnih. Zato, ker to je poseg in tako naprej. Zdaj pa Ustavno sodišče prišlo z nekim novim standardom, oziroma vsaj drugače je ubeseden. Ubeseden je, da bo sprejelo primere obravnavo takrat, to vrstne primere, ko bo nek režim nekega zemljišča dovolj podrobno določen, da bo iz njega razvidno, kaj se sme na tistem zemljišču delati. To je pa tako splošno stanje, to ni več zazidljivo, nezazidljivo, ampak vsi pogoji, ki veljajo na tistem zemljišču. In tega standarda nisem razumel. Vedel pa sem, kaj se zadaj dogaja, in to sem zapisal v ločenem mnenju. S tem si pravzaprav Ustavno sodišče jemlje še večjo diskrecijo, da ne bo imelo nobenih resnih smernic tukaj, zazidljivo, nezazidljivo, ampak da bo lahko presojala tudi nekaj, kar je še vedno zazidljivo, ampak so neki pogoji tam notri in bo rekla, ti pogoji so pa prestrogi, mi jih bomo kar presojali. Ampak to pomeni, da smo šli v razgradnjo doktrine, da ne vemo več, kje so smernice, po diskreciji, pravzaprav po diskreciji vsakega sodnika. In to je tisto, kar kvaliteto pravnosti niža. Kvaliteta vladavine prava, o kateri govoriva, je tista, kjer je sodnik zavezan s pravom v vseh podobnih primerih v bodoče. Če je zazidljivo, iz zazidljivega v nezazidljivo, boš moral vzeti primer in soditi. In obratno, če to ni, ga ne boš smel vzeti v obravnavo. To veže pravnika in to je pravo. Odloča pravo. Ne pa volja posameznega sodnika. Zdaj, ko pa tega standarda ni več, ampak je, kadar je režim tako podrobno določen, to je pa vedno. Jaz sem zagovarjal na seji, in to je razvidno iz mojega ločenega mnenja, da je v vsakem prostorskem predpisu za neko zemljišče režim tako podrobno določen, da se ve, kaj se sme tam delati, kaj pa ne. Čisto vsakem. Sem rekel, boste vzeli potem vsak primer? Vem, da ga ne bodo vzeli, ker če ga bodo uničili institucijo Ustavnega sodišča. Ker potem bomo samo o tem še odločali, ker bomo imeli tisoče in tisoče primerov. Tako da ne bodo vzeli, ampak diskrecijsko se bo odločala večina, kjer primer vzeti, kjer pa ne. In ne bo potrebno nič
biti zavezan za jasnim pravilom naprej. Zato je to primer razgradnje ustavnosodne doktrine. Jaz sem sistemsko pristopil k odločitvi in tako je pravilno, sistemsko, ne pa glede na to, kaj je ta primer, kdo je pritožnik in tako naprej. Tako da to je primer razgradnje in jaz mislim, da bi se moralo ustavno sodišče siliti ravno nasprotno smer, v izgradnjo jasne doktrine, da lahko odvetniki in tisti, ki se pritožujejo, splošna javnost razume. In tako je v razvitem svetu, na področju ustavnega prava, v Ameriki, v Nemčiji, 90% primerov ali pa še več se ve, kako se bo odločilo, ker je jasna doktrina. Samo tisti še nejasni, mejni primeri so negotovi. Pri nas, kjer pa je v bistvu standard zajema čisto vsako pravilo, tako kot ta recimo, čisto vsak zemljišče ima neke podrobne pogoje. To pa pravzaprav ni noben standard več. Zato sem pisal v tem lošem mnenju, da v bistvu iz obstoječega standarda smo šli v nikakršni standard, ki omogoča proste roke vsakokratni večini, da odloča tako ali drugače na tem križišču. In naše poslušalke in poslušalci lahko, kot je že omenjeno, vaše naločeno mnenje preberejo na profilu X, že jutri pa bo dosegljivo tudi na naši spletni strani po današnji oddaji. Ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Danes sva odgovorila precej vprašanj različnih, zelo pestra in zanimiva oddaja je bila. Hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi vam še enkrat za povabilo in srečno vsem. Oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Če ste oddajo zamudili, bi prisluhnili še enkrat, to lahko storite v torek ob 22. uri ali pa prisluhnite v radijskem podcastu. Vse dobro želim. Spoznanje več. Predsodek manj.